Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji slovenskega nogometa. Pozdrav seveda iz športnega parka v ljubljanski Šiški. Tole je prizorišče tekme, uvodne tekme, pravzaprav četrtega kroga prve lige Telemach. Spodajo proti Flisu, pa zdaj Vrbanec. Poglejte, kako agresivni so Ljubljančani. Priložnost za Bravo, povratna podaja, še nevarno pred celjskimi vrati. Bajde poizkuša in bolj zadeva za nas poročevalce in ostale spremljevalce. Grabič namreč ni bil pozoren na to, da je Bravo dobil zadnje 3 medsebojne obračune s Celjani. Tule pa zdaj prvi rumeni karton na tem srečanju. Tudi sami vidite Gregor Bajde, prvi, ki mu je David Šmajc pokazal karton rumene barve. Tole je bil igro Mičo Kuzmanović in zdaj gre na ogled tega posnetka David Šmajc in mislim, da bo na koncu Gregor Bajde celo izključen. Gregor Bajde bo prejel rdeči karton, enostavno je rumeni karton zdaj preklican, Bajde pa s kartonom rdeče barve. Kar nekako je bilo ob ogledu že prvega posnetka moč ugotoviti, da bo, če bo to potrebno, računa Dejan Grabič. Predložek proti Nedvedu, ki je bil za trenutek sam, pa Begič, ki išče prostor za strel. Begič poizkuša. Majevski lahko seveda tudi sprožijo daleč, to da dovolj blizu. So bili zdaj domači, pa velika priložnost za Celjane, ki vodijo. Tamar Svetlin je strelec, opozarjal sem na to, da je Svetlin danes razpoložen in v 32. minuti je prav Tamar Svetlin zdaj kronal tole celjsko premoč v Spodnji Šiški in Celjani danes premierno v rdeči športni opremi vodijo z 1:0. Počakajmo še, ali je bilo tule vse čisto, krasna podaja. Prosem, sam je Kramarič sprejel žogo na sredini igrišča, se poizkušal tresti Zeca. Kramarič, izjemna podaja, priložnost za izenačenje. Vrbanec v bloku Kramarič, Zec je visoko dvignil nogo in to je prekršek Zeca nad Kramaričem. Zdaj se pritožujejo domači navijači, pa tudi nogometaši in strokovno vodstvo, da je tu Zec storil prekršek za karton in če bo prišlo do tega, ja, potem bodo tudi Celjani nadaljevali z deseterico, kajti to je drugi rumeni karton za Zeca in zdaj izključitev tudi na strani Celja, torej na 24 tekmah dosegel tudi 6 golov, kar učinkovit je bil v Knežjem mestu, ko je izvajal tudi najstrožje kazni in se je od tam vrnil v Ljubljano. Prav, tole je priložnost in izenačenje, toda prepovedan položaj. Kramarič je zadev, Memič pa je bil predhodno, vsaj po mnenju stranskega sodnika Mihe Kalana, v ofsajdu, toda počakajmo. Danes regularen za morebitno izenačenje. Tule vidite tole VAR sobo, tole posredovanje VAR-a, da je zadeva res zelo tesna. In izenačenje, vendarle ni prepovedanega položaja, 1:1 je v Spodnji Šiški. Žižek v lanski sezoni še pri Muri, ena od številnih celjskih okrepitev, ta napadalec. Zdaj priložnost morda za Šporna, Šporn poizkuša priložnost za Soklerja in zapravijo je Ester Sokler. Priložnost zdaj za protinapad Brava, Kramarič, domiselna podaja proti Memiču. Zdaj ga je potisnil Mittendorfer in to je 11-metrovka. Kakšno neumnost si je zdaj privoščil Maj Mittendorfer. Že tako ali tako tudi pri... Malo bomo videli, koliko bo trajal ta sodniški dodatek. Zdaj je to četrti sodnik že pokazal. Kramarič strelja in Bravo vodi. 5 minut dodatka. Na začetku le tega pa je Kramarič premagal Raduho in Bravo zdaj proti Celju vodi z 2:1. Celjani so vodili, imeli igralca več. Moram reči, da smo bili v vsakem trenutku tekme zelo mirni. Vse je bilo
tudi po izključitvi smo se zelo kvalitetno branili v neki, postaviti 5-3-1, ampak pomembno je bilo, kako so razumeli prostor naši igralci in so to izvajali zelo, zelo dobro. In mislim, da nismo pustili čiste priložnosti v prvem polčasu z igralcem manj. Načrt je bil potem, prišli pa smo v čisto 1-1 situacijo Andraž Kirm. Dogovor je bil, da bomo do recimo 70 minute poskušali z enako zadevo in da nikako ne smemo popustiti v intenzivnosti. Znotraj tega normalno nismo mogli igrati našega nogometa. To je malo grenak priokus, ampak ne glede na to, velika zrelost igralcev, da so to zdržali do tistih minut, ko smo želeli iti po gol. Se je pa zgodil prej, se ne vem, kaj se je zgodil, in to je spremenilo načrt, ker drugače smo želeli igrati z dvema napadalcema. Pohvalil bi tudi ekipo Celja, ker to je, mislim, da model ekipe v Sloveniji, kakor bi moralo biti v večjih klubih, in enako trener, ki je odličen. Seveda smo močno razočarani, glede na potek tekme. Mi smo v nekem trenutku, ko so bile stvari pod našo kontrolo, naredili neko nespametno potezo oziroma v nadaljevanju še dve, katerim so potrovale najprej izključitev in potem dva nepotrebna zadetka iz naših iz trenutkov, ko smo mi imeli žogo v posesti, ko smo imeli žogo pod kontrolo, napačne odločitve, rizične odločitve in z tega domačini so seveda dobro napadali prostor, so nas presenetili s tem, oziroma mi smo tu prepozno reagirali in na koncu bili kaznovani. Seveda domačini so se s tem dvignili, na koncu pokazali več odločnosti, več želje in jim lahko na koncu samo čestitamo. Hvala. Mi smo verjeli od začetka, ko se ta situacija zgodila. Imamo dobro ekipo, klapa smo, dan smo držali glave skupaj in smo izvlekli iz neugodne situacije. Sigurno, koliko je bilo, 5 minut. Tako da ja, ampak gol je gol, ne. Ja, zdaj veseli me, da smo ostali neporaženi, neko dobro vodilo za naprej, ampak treba delati na treningih še naprej, tako kot do zdaj in tako se nam uvrlo na tekmah, tako kot se nam je danes. Ja, ne vem, to je zdaj že nek ponavljajoč se vzorec v naših tekmah, kad drug polčas pademo. Zdaj, kaj je razlog za to, sam ne vem, treba pač malo si pogledati tekme in ugotoviti, kaj je problem. Zdaj, od tistega rdečega kartona, mislim, da smo povsem kontrolirali tekmo. Pol pa seveda dobiš rdeč karton, se nasprotna ekipa dvigne, dobi motivacijo in pol se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Ja, sigurno je težko, sigurno smo zdaj v neki taki mali krizi, bom rekel. Ampak zdaj ne smemo se mi pogovarjati o kakšni krizi smo, treba je konkretno pogledati napake, ki jih delamo, kako lahko to popravimo in iskati nove zmage.